Ko me kdo vpraša, kateri avto je dober pa za normalen denar in potem začne naštevati, da želi sedeti višje, pa da tudi prostor potrebuje, pa da ne mara določenih znamk, mu vseeno lahko naštejem vsaj kakšnih 20 različnih modelov. Potem ne se pa znajde. Če zraven omenja še dobre vozne lastnosti, pa da je ta avto malo drugačen od večine, pa da ima zanimivo kabino, ja potem se pa izbira v mojem primeru skrči na samo enega. In to je Cupra Terramar. V času, ko Kitajci tako močno napadajo evropski trg avtomobilov, morajo naše znamke pokazati veliko vsega. In kaj mi je v bistvu sploh še ostalo? Oblika, imena in vozne lastnosti. Terramar izgleda atraktivno, to je dejstvo. S to agresivno sprednjo masko, pa s temi trikotnimi elementi znotraj luči, pa v bistvu s temi velikimi režami, ki kar hlastajo po zraku, je vedno dobro viden. Tudi ta logotip zelo lepo paše na havbo, se vidi, da so si oblikovalci z njim dali veliko dela. Isto zadaj, kjer je v lučeh spet kup trikotnikov, vse skupaj je zelo lepo povezano v celoto in na sredini je tudi tukaj logotip, tokrat osvetljen. Privlačna zadeva, to je dejstvo, in enako je v bistvu v kabini, kjer je vse skupaj zasukano malo proti vozniku, ker Terramar je bolj vozniški avtomobil, kot sem že rekel. Volan krasno sede v roke in je lepo okrogle oblike, tukaj niso komplicirali, merilniki so zelo pregledni in zelo fajn je tudi ta sredinski zaslon s prijetnim vmesnikom in z veliko bližnjicami, ki so mi fajn. Meni manjka v bistvu samo še kakšen fizični gumb, tukaj so to rešili s takšnimi drsniki, ki si jih v bistvu samo dotikate in so na pol dobra rešitev. Pa tukaj je takšen lep zaključek na sredini, kar je meni tudi všeč, ker je s tem malo ločen moj voznikov, pa so voznikov prostor. Če sem že jaz tisti, ki mora delati v avtu, a ne? To je bila oblika, kaj pa ime? Terramar, zemlja in morje. In zato sem jaz danes ob morju. Španci znajo v bistvu res dobro poimenovati svoje modele, niso to samo neke brezosebne številke, pri katerih potem na koncu nikoli ne veš, kaj je že kaj. Tukaj ima v bistvu vsak model svoje ime in večinoma nekaj pomenijo. Terramar je recimo tudi dirkališče v Španiji, ne samo zemlja morje. Potem pa še vozne lastnosti. Čeprav vemo, da leži na isti platformi kot še marsikater drug avtomobil skupine Volkswagen, so šli tukaj inženirji malo dlje pri športnih nastavitvah, zato je podvozje že v osnovi 10 mm nižje, nastavitve pa takšne, da dejansko bolj čutiš avto, ko se poženeš med ovinke. Jasno, to je še vedno družinski in višji avto, zato ne morem pričakovati takšne vožnje kot pri Leonu Cupra, ga pa veliko bolj čutim kot podobno velike avtomobile, ki jih danes dobivamo na teste. Tukaj dejansko vem, kaj se dogaja pod kolesi tamle spredaj, ker imam dober občutek na volanu in vem tudi, kaj se dogaja z avtom takrat, ko vozim zelo blizu limita. Pozna se, da ni tako težak, ker vozim v bistvu osnovni model, ki za današnje čase tehta kar prijetnih 1683 kg, zato v ovinkih deluje bolj prepričljivo. Motor je tukaj 1,5 litrski, imenujejo ga ETSI, ker mu čisto mečkeno pomaga še elektrika za napajanje naprav, večino dela pa seveda opravi turbobenciner s 110 kW oziroma 150 konji. Všeč mi je, da so mu malenkost celo dodelali zvok, ker v večini avtov točno ta motor včasih ne pokaže takšnega veselja do vrtenja, tukaj se pa čisto podobno premika in obnaša, zato sem z njim lahko kar hiter, kadar je cesta prazna. Menjalnik je seveda 7-stopenjski DSG, ki večino časa dela lepo in hitro, zato lahko zaključim, da se tudi na zemlji obnese odlično. Terra, zemlja, zato sem dobil to idejo. Skratka, ko me kdo vpraša o avtomobilu in našteje vse to, o čemer sem govoril, mu lahko brez težav priporočim Terramar. Seveda ni samo za bolj dinamične voznike, ker se tudi kot družinski avto obnese precej super, ima veliko prostora in vse to, ampak izstopa pa ravno toliko, da mi je zaradi tega še posebej všeč.